Dobrodošli v Kamniku, enem najstarejših in najlepših mest v Sloveniji. Moje ime je Jurij Lemberg, plemič in baron iz slovite kranjske rodbine Lemberg, in danes bom vaš vodnik po tem čudovitem mestu. Kamnik je mesto z bogato zgodovino, ki sega vse do srednjega veka in je znano po svojih številnih zgodovinskih znamenitostih, kulturni dediščini in čudoviti naravi, ki ga obdaja. Kamnik se nahaja v osrednjem delu Slovenije, ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp, in je pomembno trgovsko, obrtniško in kulturno središče že več stoletij. Mesto je bilo v preteklosti pomembna točka na trgovski poti med Ljubljano in Celjem, kar je pripomoglo k njegovemu razcvetu in razvoju. Naše potovanje bomo začeli v samem središču mesta, na glavnem trgu, ki je srce Kamnika in eno od najlepših mestnih središč v Sloveniji. Tukaj se bomo sprehodili po tlakovanih ulicah, občudovali srednjeveške stavbe in se potopili v zgodovino tega čudovitega mesta. Dragi obiskovalci, naše potovanje bomo začeli na glavnem trgu, ki je osrednji del Kamnika in srce tega čudovitega mesta. Trg je bil skozi stoletja priča številnim zgodovinskim dogodkom in je bil središče družbenega, političnega in gospodarskega življenja mesta. Tukaj se nahajajo nekatere najpomembnejše zgodovinske stavbe, ki pripovedujejo zgodbo o bogati preteklosti Kamnika. Ena izmed najpomembnejših stavb na glavnem trgu je mestna hiša, ki je bila zgrajena v 16. stoletju. Mestna hiša je bila središče mestne uprave in politike ter je gostila številne pomembne dogodke in zasedanja. Stavba je čudovit primer renesančne arhitekture, z bogato okrašenimi fasadami in veličastnim vhodom. Mestna hiša je še danes simbol mestne samouprave in zgodovine Kamnika. Poleg mestne hiše stoji na glavnem trgu tudi vodnjak, ki je bil postavljen v 18. stoletju. Vodnjak je bil v preteklosti pomemben vir pitne vode za meščane in obiskovalce. Danes je vodnjak čudovit okras trga, ki privablja poglede mimoidočih in dodaja čar temu zgodovinskemu prostoru. Na glavnem trgu se nahaja tudi cerkev Sveti Jakoba, ki je ena najstarejših cerkva v Kamniku. Cerkev je bila zgrajena v 13. stoletju in je skozi stoletja doživela številne prenove in preobrazbe. Notranjost cerkve je bogato okrašena z freskami in umetninami, ki pričajo o bogati zgodovini in kulturni dediščini Kamnika. Frančiškanski samostan je še ena pomembna znamenitost na glavnem trgu. Samostan je bil ustanovljen v 15. stoletju in je bil skozi stoletja središče verskega in kulturnega življenja v Kamniku. Samostan je bil dom številnim menihom, ki so tukaj živeli in delovali ter prispevali k duhovnemu in kulturnemu razvoju mesta. V samostanu se nahaja tudi knjižnica, ki hrani številne dragocene knjige in rokopise. Na glavnem trgu se nahajajo tudi številne meščanske hiše, ki pričajo o bogati preteklosti Kamnika. Te hiše so bile dom trgovcev, obrtnikov in drugih pomembnih meščanov, ki so prispevali k razvoju mesta. Hiše so čudovit primer srednjeveške arhitekture, z bogato okrašenimi fasadami in detajli, ki dodajajo čar in lepoto temu zgodovinskemu prostoru. Glavni trg je bil skozi stoletja priča številnim pomembnim dogodkom. Tukaj so se odvijali sejmi, tržnice, javne prireditve in drugi dogodki, ki so privabljali ljudi iz bližnje in daljne okolice. Trg je bil središče družbenega in gospodarskega življenja mesta ter je igral pomembno vlogo v razvoju Kamnika. Na trgu so se odvijali tudi številni politični dogodki. Tukaj so se sestajali mestni svetniki, sprejemali pomembne odločitve in reševali mestne zadeve. Mestna hiša je bila središče mestne uprave in politike, kjer so se sprejemale pomembne odločitve za razvoj mesta in dobrobit njegovih prebivalcev. Glavni trg je bil tudi prostor za verske slovesnosti in praznovanja. Tukaj so se odvijale procesije, maše in druge verske prireditve, ki so privabljale množice ljudi. Cerkev Sveti Jakoba in frančiškanski samostan sta bila središče verskega življenja v mestu, kjer so se odvijale številne slovesnosti in praznovanja. Danes je glavni trg priljubljena turistična atrakcija in prostor za druženje in rekreacijo. Tukaj se odvijajo različni kulturni dogodki, kot so koncerti, razstave, sejmi in druge prireditve, ki privabljajo obiskovalce iz vse Slovenije in tujine.
Trg je tudi priljubljeno zbirališče domačinov, ki se tukaj srečujejo, klepetajo in uživajo v čudovitem ambientu zgodovinskega mesta. Naše potovanje po Kamniku bomo nadaljevali do gradu Zaprice, ki je eden najpomembnejših zgodovinskih objektov v mestu. Grad Zaprice je bil zgrajen leta 1550 in je skozi stoletja doživel številne prenove in preobrazbe. Grad je bil dom številnim plemiškim družinam, med katerimi je bila tudi moja rodbina, Lemberg. Poglavje 2. Grad Zaprice. Grad Zaprice se nahaja na hribu nad mestom in ponuja čudovit razgled na Kamnik in okoliško pokrajino. Grad je bil zgrajen na strateški točki, od koder je nadzoroval pomembne trgovske poti in zagotavljal varnost okoliških posesti. Grad je imel pomembno vlogo v obrambi mesta in regije ter je bil središče političnega, družbenega in kulturnega življenja. Grad Zaprice je bil zgrajen v 16. stoletju po naročilu moje družine, Lambergi. Zgradili smo ga z namenom, da bi okrepili naš vpliv v regiji in zagotovili varnost naših posesti. Grad je bil zgrajen v renesančnem slogu, z bogato okrašenimi fasadami, veličastnimi sobanami in čudovitim parkom, ki ga obdaja. Grad je bil dom številnim plemiškim družinam, ki so tukaj prebivale in upravljale svoje posesti. Vsaka družina je pustila svoj pečat na gradu, kar je razvidno iz različnih arhitekturnih slogov in detajlov, ki jih lahko opazimo na stavbi. Grad je bil središče političnega in družbenega življenja, kjer so se odvijali številni pomembni dogodki, srečanja in prireditve. Eden izmed najpomembnejših dogodkov, ki se je odvijal na gradu Zaprice, je bila obnova in prenova gradu v 17. stoletju. Moja družina, Lambergi, je dala prenoviti grad in ga prilagoditi potrebam sodobnega časa. Prenovili smo notranjost gradu, dodali nove sobane in opremili grad z najnovejšimi tehničnimi dosežki tistega časa. Grad Zaprice je obdan z obsežnim parkom, ki je bil v preteklosti zasajen z različnimi vrstami dreves in rastlin. Park je bil prostor za sprostitev in rekreacijo, kjer so plemiči in njihovi gostje uživali v sprehodih, lovu in drugih dejavnostih. Danes je park priljubljeno sprehajališče in prostor za rekreacijo, kjer lahko obiskovalci uživajo v čudoviti naravi in miru. V gradu Zaprice se nahaja tudi muzej Kamnika, ki obiskovalcem ponuja vpogled v zgodovino mesta in regije. Muzej hrani številne artefakte, dokumente, umetnine in druge predmete, ki pričajo o bogati zgodovini in kulturni dediščini Kamnika. Tukaj bomo podrobneje spoznali zgodovino gradu, njegovo arhitekturo ter življenje plemiških družin, ki so v njem prebivale. Grad Zaprice je bil tudi prizorišče številnih družabnih dogodkov in praznovanj. Tukaj so se odvijale plesne prireditve, koncerti, gledališke predstave in drugi dogodki, ki so privabljali plemiče in meščane iz bližnje in daljne okolice. Grad je bil središče kulturnega življenja, kjer so se prepletale različne umetniške in kulturne dejavnosti. Danes je grad Zaprice priljubljena turistična atrakcija, ki privablja obiskovalce iz vse Slovenije in tujine. Obiskovalci se lahko sprehodijo po gradu, si ogledajo muzejske zbirke in uživajo v čudovitem razgledu na Kamnik in okolico. Grad je tudi prostor za različne kulturne dogodke, kot so razstave, koncerti in druge prireditve, ki oživljajo zgodovino in kulturo tega čudovitega prostora. Naše potovanje bomo nadaljevali do Malega gradu, ki je ena najstarejših in najbolj znanih znamenitosti v Kamniku. Mali grad se nahaja na griču nad mestom in ponuja čudovit razgled na Kamnik in okoliško pokrajino. Grad je bil zgrajen v 12. stoletju in je skozi stoletja doživel številne prenove in preobrazbe. Naprej. Poglavje 3. Mali grad. Dragi obiskovalci, naše potovanje nadaljujemo do Malega gradu, ki se dviga nad mestom Kamnik in je ena najstarejših in najbolj prepoznavnih znamenitosti tega čudovitega kraja. Mali grad, znan tudi kot Stari grad, je bil zgrajen v 12. stoletju in je skozi stoletja doživel številne prenove in preobrazbe. Ta veličasten grad je bil zgrajen kot obrambna trdnjava, ki je varovala mesto in njegove prebivalce pred morebitnimi napadi.
Mali grad se nahaja na strateški točki, ki omogoča čudovit razgled na celotno mesto Kamnik in okoliško pokrajino. Ko se povzpnemo na grad, lahko občudujemo čudovite razglede na zelene doline, gozdove in hribe, ki obdajajo mesto. Grad je bil zgrajen z namenom, da bi nadzoroval pomembne trgovske poti in zagotavljal varnost prebivalcem Kamnika. Zgodovina malega gradu je bogata in polna zanimivih dogodkov. Grad je bil skozi stoletja dom številnim plemiškim družinam, ki so tukaj prebivale in upravljale svoje posesti. Vsaka družina je pustila svoj pečat na gradu, kar je razvidno iz različnih arhitekturnih slogov in detajlov, ki jih lahko opazimo na stavbi. Grad je bil središče političnega in družbenega življenja, kjer so se odvijali številni pomembni dogodki, srečanja in prireditve. Eden izmed najpomembnejših dogodkov, povezanih z malim gradom, je bila velika obnova v 17. stoletju, ko so bile zgradbe gradu popolnoma prenovljene in posodobljene. Moja družina, Lambergi, je imela pomembno vlogo pri tej obnovi, saj smo želeli ohraniti lepoto in zgodovinsko vrednost gradu za prihodnje generacije. V tem času so bile dodane nove sobane, obzidje je bilo utrjeno, notranjost gradu pa bogato okrašena. Poleg obrambne funkcije je mali grad igral pomembno vlogo tudi v kulturnem in družabnem življenju Kamnika. Tukaj so se odvijale številne družabne prireditve, kot so plesne večere, koncerti in gledališke predstave, ki so privabljale obiskovalce iz bližnje in daljne okolice. Grad je bil središče umetniškega in kulturnega življenja, kjer so se prepletale različne umetniške zvrsti in kulturne dejavnosti. Mali grad je danes priljubljena turistična atrakcija, ki privablja obiskovalce iz vse Slovenije in tujine. Obiskovalci se lahko sprehodijo po grajskem dvorišču, občudujejo čudovite razglede na mesto Kamnik in okolico ter si ogledajo notranjost gradu, kjer so na ogled številne muzejske zbirke in razstave. Grad je tudi prostor za različne kulturne dogodke, kot so razstave, koncerti in druge prireditve, ki oživljajo zgodovino in kulturo tega čudovitega prostora. Na malem gradu se nahaja tudi kapela Sveti Eligija, ki je ena najstarejših in najlepših kapel v Kamniku. Kapela je bila zgrajena v 13. stoletju in je skozi stoletja doživela številne prenove in preobrazbe. Notranjost kapele je bogato okrašena z freskami in umetninami, ki pričajo o bogati zgodovini in kulturni dediščini Kamnika. Kapela je bila središče verskega življenja na gradu in je bila prostor za številne verske slovesnosti in praznovanja. Mali grad je bil skozi stoletja priča številnim pomembnim zgodovinskim dogodkom. Tukaj so se odvijali pomembni politični in družbeni dogodki, ki so zaznamovali zgodovino Kamnika in širše regije. Grad je bil tudi prizorišče številnih bitk in obleganj, ki so pustile svoj pečat na stavbi in njeni okolici. Naše potovanje po Kamniku bomo nadaljevali do naslednje pomembne znamenitosti frančiškanskega samostana in cerkve Sveti Jakoba. Ta pomemben verski kompleks se nahaja v središču mesta in je bil skozi stoletja središče verskega in kulturnega življenja v Kamniku. Poglavje 4. Frančiškanski samostan in cerkev Sveti Jakoba. Frančiškanski samostan in cerkev Sveti Jakoba sta eden najpomembnejših verskih in kulturnih kompleksov v Kamniku. Samostan je bil ustanovljen v 15. stoletju in je skozi stoletja doživel številne prenove in preobrazbe. Samostan je bil središče verskega življenja v Kamniku, kjer so menihi živeli in delovali ter prispevali k duhovnemu in kulturnemu razvoju mesta. Cerkev Sveti Jakoba je ena najstarejših cerkva v Kamniku, zgrajena v 13. stoletju. Cerkev je bila skozi stoletja večkrat prenovljena in preoblikovana, vendar je ohranila svojo prvotno srednjeveško zasnovo. Notranjost cerkve je bogato okrašena z freskami, oltarji in umetninami, ki pričajo o bogati zgodovini in kulturni dediščini Kamnika. Frančiškanski samostan je bil dom številnim menihom, ki so tukaj živeli in delovali. Menihi so se posvečali molitvi, študiju in delu, ter prispevali k duhovnemu in kulturnemu razvoju mesta. Samostan je bil središče izobraževanja, kjer so menihi poučevali in širili znanje med prebivalce Kamnika. Poleg verskih dejavnosti je samostan igral pomembno vlogo tudi v kulturnem življenju mesta.
Tukaj so se odvijale številne kulturne prireditve, kot so koncerti, gledališke predstave in razstave, ki so privabljale obiskovalce iz bližnje in daljne okolice. Samostan je bil središče umetniškega in kulturnega življenja, kjer so se prepletale različne umetniške zvrsti in kulturne dejavnosti. Samostan ima tudi bogato knjižnico, ki hrani številne dragocene knjige, rokopise in dokumente. Knjižnica je bila središče izobraževanja in študija, kjer so menihi in drugi učenjaki preučevali različne vede in širili znanje. Knjižnica je danes odprta za javnost in obiskovalci si lahko ogledajo številne dragocene knjige in rokopise, ki pričajo o bogati zgodovini in kulturni dediščini Kamnika. Frančiškanski samostan in cerkev Sveti Jakoba sta bila skozi stoletja priča številnim pomembnim zgodovinskim dogodkom. Tukaj so se odvijale pomembne verske slovesnosti in praznovanja, ki so privabljale množice vernikov iz vse Slovenije in tujine. Samostan je bil središče verskega življenja, kjer so se prepletale različne verske prakse in običaji. Danes je frančiškanski samostan in cerkev Sveti Jakoba priljubljena turistična atrakcija, ki privablja obiskovalce iz vse Slovenije in tujine. Obiskovalci si lahko ogledajo notranjost cerkve, kjer so na ogled številne umetnine, freske in oltarji. Samostan je tudi prostor za različne kulturne dogodke, kot so koncerti, gledališke predstave in razstave, ki oživljajo zgodovino in kulturo tega čudovitega prostora. Naše potovanje bomo zaključili na Glavnem trgu, kjer smo tudi začeli naše potovanje po Kamniku. Glavni trg je srce mesta in središče družbenega, političnega in gospodarskega življenja. Tukaj se nahajajo nekatere najpomembnejše zgodovinske stavbe, ki pričajo o bogati preteklosti Kamnika. Na trgu se odvijajo številni kulturni dogodki, kot so sejmi, tržnice, koncerti in druge prireditve, ki privabljajo obiskovalce iz vse Slovenije in tujine. Zaključek: vrnete se na Glavni trg. Dragi obiskovalci, naše potovanje po Kamniku se je zaključilo. Upam, da ste uživali v odkrivanju bogate zgodovine in kulturne dediščine tega čudovitega mesta. Kamnik je mesto z bogato zgodovino, ki se prepleta z modernim življenjem in ponuja številne zanimivosti za obiskovalce vseh starosti. Obiskali smo nekatere najpomembnejše zgodovinske znamenitosti Kamnika, od Glavnega trga, kjer smo začeli naše potovanje, do Malega gradu, kjer smo občudovali čudovite razglede na mesto in okolico, ter nadaljevali do frančiškanskega samostana in cerkve Sveti Jakoba, kjer smo odkrili bogato versko in kulturno dediščino mesta. Kamnik je mesto, ki ponuja številne možnosti za raziskovanje in odkrivanje, od zgodovinskih znamenitosti do čudovitih naravnih lepot, ki obdajajo mesto. Upam, da boste še naprej raziskovali in odkrivali vse, kar Kamnik ponuja, ter se vrnili domov z nepozabnimi spomini na vaše potovanje. Hvala, da ste se nam pridružili na tem potovanju skozi zgodovino in kulturo Kamnika. Želim vam prijetno nadaljevanje vašega dneva in vas vabim, da se vrnete ter ponovno odkrijete čarobnost tega čudovitega mesta.